Dr. Jurij Šilc, ljubiteljski raziskovalec zgodovine, je že tretjič gostoval v Medvoški knjižnici. Tokrat se mu je pridružilo kar veliko obiskovalcev, ki so prisluhnili zanimivi pripovedi o jetrbenških plemičih, torej tistih, ki jih Medvoščani bolje poznamo kot roparske viteze. A tokrat nič o legendah. Dr. Šilc namreč svoja raziskovanja opira na zgolj zapisana zgodovinska dejstva. More biti za koga suhoparno, saj dr. Šilc v svoje predavanje ne vključuje legend ali pripovedi, ki naj bi se širile ustno, a po drugi strani, če upoštevamo, kako zelo težko opravlja dr. Šilc, izredno zanimivo predavanje o naši zgodovini v času, ko si je območje krajev današnje občine Medvode lastilo plemstvo. In kako se sploh loti svojih raziskovanj? Najprej je pametno pogledati, kaj je bilo o tem že napisano in objavljeno. Potem pa pozabiti to, kar je bilo napisano, in iti dejansko preverjati, kjer se le da ponovno izhodiščne vire. Ker veste, to je tako, če knjigo pišeš, ali pa ne vem, če neko stvar pišeš tako, da poskušaš nekaj prepisati, potem se napake, ki so bile že pred tabo narejene v tiste knjigi, jih ti samo še kakšno dodaš. In tako da jaz poskušam vedno iti do virov, kjer se le da. Pač za to področje, starejše področje, je nekaj virov ohranjenih, je to kar včasih malo naporno, ampak glede na to, da ta naš svet napreduje, je veliko arhivskih virov, tudi srednjeveških virov, že dostopnih tudi v recimo digitalni obliki, torej da so zdigitalizirane, in potem je to vseeno malo lažje iskati. Seveda je za nekoga, ki prebira zapletene srednjeveške rokopise, izjemen občutek, če najde kakšno novo odkritje. Seveda je, kot da bi najdel jetrbenški zaklad, včasih. Včasih je res kakšna malenkost že zadost, da lahko svojo hipotezo popolnoma spremeniš, pa poskušaš potem naokrog priti pa potrditi to, kar si predvideval. Ja, malenkosti so tukaj kar pomembne, niso tako nepomembne. Ja. O jetrbenških plemičih je sicer znanega mnogo več kot o sorških, o katerih je dr. Šilc predaval na svojem prvem obisku v Medvoški knjižnici. Jetrbenški plemiči so burili, kaj se to reče, raziskovalno žilico že kakšnemu zgodovinarju, recimo znani slovenski srednjeveški zgodovinar Božo Torepec je nekaj že o tem pisal, potem je pred nekaj leti že Jure Vovčak, tudi zgodovinar, kar nekaj o tem pisal. Ja, seveda, se pa najdejo še kakšne nove stvari, ali je kakšna listina, ki je bila založena po tistem trenutku tem raziskovalcem ni bila dostopna, ali se je v kakšnem novem arhivskem fondu kaj novega našel, tako da včasih najdeš kaj novega, včasih pa mogoče kakšno stvar lahko mogoče malo pokorigiraš ali pa kakšno stvar popraviš, ki je bila mogoče včasih napačno zamišljena. Raziskovanje ljudi, ki so živeli v srednjem veku, in povezave med njimi je zanimivo tudi zato, ker lahko dognanja povežemo z arheološkimi najdbami na tem območju. Le redko ali skoraj da nikoli se ne zgodi, da bi se odkritja enih ali drugih ne povezovala. Zgodovinarji delamo, ali pa tisti, ki pač nekako poskušamo to področje obravnavati z zgodovinskega vidika, predvsem na drug način. Pravzaprav zelo redko tukaj naletimo na neke fakte. Mislim, stavba kot stavba nas ne zanima, nas zanimajo pač ljudje, ki so v tistem času živeli, nekako odnosi med svetom in med ljudmi in okolico. Tako da jaz popolnoma zaupam, če arheologi rečejo, ne vem, da je ta grad kaže, da je bil že v 12. stoletju, verjetno je bil, ni pa pisnih arhivskih virov z tistega časa žal ohranjenih. Tako da dopolnjuje se ta zadeva. Jetrbenški plemič Gerloh, katerega prva znana omemba sega v daljno leto 12007, ko je bil med pričami pri izdaji neke listine v Kamniku, je tisti, iz katerega izvira rodbina plemičev, ki so bdeli nad hribovito posestvijo območja Jetrbenka vse do Tehovca in Trnovca, pa še vzhodno po ravnini do reke Save.
Živeli so v kompleksu gradov na območju masiva Jetrbenk, zadnji zapis o tej rodbini pa je iz leta 1375. Po vsej verjetnosti je torej rodbina po moški strani po tem letu izumrla. In kaj so počeli v času svojega življenja, da so si prislužili vzdevek roparski? Bili so v službi svojega gospoda, jetrebenški vitezi so bili v službi špajnheimskega gospoda, torej gospoda ljubljanskega območja, ljubljanske posesti zemljiške. Njihov naravni sovražnik je bil pa prvi čez mejo, to se pravi frajzenški škof oziroma loško gospodstvo ali pa briksenški škof, torej posest okrog Bleda. In običajno so bili spori tukaj, bi rekel, lokalne narave, neke svetovne vojne se tukaj niso dogajale, seveda ne. No, je pa Gerloh prvi skupaj z Viljemom iz Bleda zavzel Blejski grad, ki ga je potem briksenški škof Egon s plačilom 250 mark v srebru pridobil nazaj. Gerloh prvi se je prepiral tudi s frajzenškim škofom, njegova potomca Gerloh drugi in Ulrik pa sta imela težave, ker je njun služabnik prisolil zaušnico nekemu podložniku frajzenške škofije. To je le nekaj zanimivosti iz različnih srednjeveških zapisov, ki jih odkriva dr. Šilc. Tudi njega včasih kakšna stvar preseneti in pri raziskovanju življenja jetrebenških plemičev je že bilo tako. Mislim, nekaj, kar sem pravzaprav zvedel tako rekoč pred nekaj leti, ali natančno pred letom dni pravzaprav, se tiče njihovih prebivališč. Magistrska naloga Ane Vičar je temeljito, ona je v tej nalogi temeljito to proučila, in pravzaprav postavila stvari na pravo mesto, pravilno umestila verjetno vse tri objekte, torej oba dva gradova in stolp. Zame je bilo to presenečenje. Jaz sem vseeno mislil, da je stari Jetterbenk bil nekje bliže vrha, ne pa v bistvu na mestu današnje. Pač področje se imenuje Kašča. Na Kašči je torej stal grad stari Jetterbenk, novi Jetterbenk pa na Gradišču. Nad celotnim kompleksom pa so bdeli z vrha Jetterbenka stolpa Ne boj se. Kljub temu, da so spomladi leta 1993 tik pod vrhom severnega pobočja Jetterbenka v mošnji pod podrtim drevesom odkrili 15 srebrnikov iz časa okrog leta 1312, pa legendarni zaklad Marjete Hertenberške še vedno ostaja skrit nekje v globinah jetterbenških vzpetin.